Lepo pozdravljeni. Danes sem prvič z vami v vlogi predsednice preiskovalne komisije. Naj uvodoma povem, da sem se seveda seznanila z do sedaj opravljenim delom komisije. Moram reči, da je bilo veliko narejenega, za kar se seveda iskreno zahvaljujem svoji predhodnici Mojci Šetinc Pašek. Z mano je tudi Nataša. Žal od Socialnih demokratov na novinarski konferenci zaradi zadržanosti ni nikogar. Najprej želim spomniti, zakaj je sploh ta komisija bila ustanovljena. Namreč v zahodnih demokracijah, kamor uvrščamo tudi Slovenijo, je ključnega pomena preglednost financiranja političnih strank. Volivci morajo vedeti, od kod stranke dobivajo denar, torej tisti volivci, ki te stranke volijo, pa tudi tisti, ki jih ne volijo, kdo se te stranke financira in ali pri tem prihaja do kakršnihkoli sumov nezakonitosti, nepravilnosti. Šele takrat bo namreč jasno, zakaj in za koga se določena stranka v resnici zavzema v našem političnem prostoru, kako dejansko deluje in kakšen je razkol med tistim, kar govorijo in kar delajo, ali pa delamo, če želite lahko, ker sem tudi politika, ko so ugasnjeni žarometi. Torej nič nenavadnega ni, da v demokracijah, ki si jih jemljemo za zgled, zaradi nedovoljenega financiranja političnih strank, politiki tudi odstopajo. Ta komisija preiskuje sume nedovoljenega, prikritega in nezakonitega financiranja političnih strank pred parlamentarnimi volitvami leta 2022. Njena naloga in cilj je, da razkrije morebitne slabe prakse zato, da kot družba, država in demokracija postanemo boljši, da preprečimo morebitne nečedne posle in dejanja v prihodnosti in da za vse politične stranke v tej državi dejansko veljajo enaka pravila. Jaz verjamem, da marsikomu to ni po godu, saj smo priča številnim pritiskom že od samega začetka. Glede na zbrano dokumentacijo, pričanja in nove sume nepravilnosti, ki se pojavljajo, je pred nami zelo veliko dela, da vse to preverimo in pridemo vsem tem očitkom tudi do dna. Kar pa lahko danes potrdim je, da se je komisija lotila naslednjega obširnega in zahtevnega projekta, to je preiskovanja morebitne vloge medijskih agencij pri obvodih za financiranje strank, kjer agencije ne delujejo le kot zakupniki medijskega oglasnega prostora v imenu državnih podjetij, temveč pogosto kot lobisti. Saj odločajo, kateri medij bo dobil denar in koliko ga bo dobil. Zanimivo je, da se dostikrat, da je mogoče opaziti, da jih pri teh odločitvah ne vodijo običajna, temveč zelo specifična merila. Torej ne neki tržni dejavniki, kot so branost, gledanost, obiskanost, ampak kaj drugega. Z denarjem državljank in državljanov torej širijo svojo moč in vpliv. Tako lahko določene medije tudi utišajo, spet druge pa si kupijo naklonjenost in v imenu naročnikov opravljajo tudi tako imenovano umazano delo. No, do teh ugotovitev smo prišli v dosedanji preiskavi. Naj povem primer. Ugotovili smo, da se je vrednost nakazil izbranim medijem strani medijskih agencij v času prejšnje vlade skokovito in izjemno povečala. Če je nekdo prej dobil recimo 10 enot, je pozneje v tem obdobju dobil 100 ali celo 1000 enot. Utemeljeno lahko rečemo, da gre za pretakanje velikih vsot denarja od državnih podjetij do izbranih medijev preko agencij. Zato želimo preveriti, ali obstaja logična razlaga, zakaj je do tega prišlo. Je s tem v resnici vse v redu ali je morda prišlo do zlorab državnih podjetij. Jaz se zavedam, da posegamo v področje, ki je vrsto let veljalo za nedotakljivo, ki je vrsto let veljalo za tabu. A dejstvo je, da so medijske agencije v Sloveniji pomemben faktor političnega življenja oziroma sprejemanja političnih odločitev v naši državi. Zato ne bom presenečena, da bomo pod mnogoterimi pritiski, ne bom presenečena, če bom osebno diskreditirana, a mislim, da je čas, da to polje končno odpremo in razčistimo. Preiskovalna komisija je zato na zadnji seji sprejela nabor prič, večinoma gre za vodstvene delavce v medijskih agencijah,
pa tudi nekatere direktorje oziroma predsednike uprave podjetij, v katerih ima država večinski oziroma pomemben delež. Pri njih bomo iskali in tudi dobili odgovore na prej omenjena vprašanja. Kar pa želim posebej poudariti in kar je bilo moč ponekod že zaznati, je, da nikakor ne prejudiciramo, da so ti direktorji naredili kakršnakoli kazniva dejanja. To še enkrat poudarim. Želimo le preveriti določene ugotovitve in prav je, da tudi oni dobijo možnost, da jih razjasnijo. Tako, zdaj dala pa besedo še Nataši, izvoli. Lep pozdrav tudi z moje strani. Mislim, da je bila predsednica zelo izčrpna. Kakorkoli naj povzamem, sami veste, da je komisija do sedaj opravila izjemno delo. Navsezadnje o tem priča kar 700 strani dolg dokument, to je prvo vmesno poročilo. Pred tem je to delo opravil že deloma tudi Jani Möderndorfer in sedaj zgodbo peljemo naprej konsistentno in jo nadgrajujemo z medijskimi agencijami, zato da sestavimo to sestavljenko oziroma da bo povsem jasno javnosti, kako prepredena, kako funkcionira ta medijska hobotnica, paramedijska hobotnica pravzaprav stranke SDS, ki jo pač analiziramo in preučujemo. V imenu transparentnosti, ki smo jo dolžni državljanom in državljankam, bo komisija svoje delo opravljala naprej, dosledno, profesionalno in se ne bo uklanjala nikakršnim političnim ali kakršnim koli drugim pritiskom. Tako da toliko z moje strani, sedaj sva pa na voljo za vprašanja. Ne, tega pa seveda ne moremo, ne. Zelo hitro. Zagotovo. Se veste, da na takšna vprašanja niti ne morem odgovoriti kot prvo, kot drugo pa še enkrat bom povedala, kar sem vseeno upala, da sem dosti poudarila. To, da nekoga povabi za pričo, ne pomeni, da je kdo karkoli naredil narobe kot priča. In to je treba pač tako tudi razumeti. Ne vidim razloga, zakaj ne bi mogli nekoga, ki deluje oziroma ki je v okviru pristojnosti te komisije, zaslišati kogarkoli, ker ne želim, da izpade, da je kdo mogoče sveta krava, ki je nedotakljiva. Lahko poveste, kakšne kriterije ste mogoče izbrali, ko gre za, omenili ste predsednike, direktorje državnih družb v pretežni državni lasti, v manjšinski državni lasti, zdaj vemo, da v NLB-ju konkretno, kot je kolegica omenila, država mislim, da 25% plus eno delnico, zdaj v primeru nekaterih drugih podjetij je vpliv države bistveno večji, kako ste se tukaj odločali? Tako kot sem rekla, torej tisti, ki so večinski ali pravzaprav kakršnikoli lasti države, oziroma imajo tam vpliv. Ja, izvoli, Nataša. Mislim, popolnoma irelevantno je, kakšen je delež, pomembno je, da je delež torej našega javnega denarja nekje noter in to je pač treba preiskati. Pa tudi, če gre za tako imenovane minimalne deleže v primerjavi s kakšnimi drugimi. Kar hočem povedati, je v bistvu to, da je seznam prič pač za zdaj takšen, kot je, ampak seveda to pomeni, da ko pridemo do kakršnihkoli ugotovitev, ga seveda razširimo. Torej, to je moj odgovor na vaše vprašanje.
Ne. Hvala lepa, srečno. Hvala lepa. Hvala, Nataša.